Cenitev redkih stvari rojeva pohlep in kriminal. Prva stvar, ko mi je padla zdaj na pamet, je to, da bolj redka, ko je stvar, večje povpraševanje. In s tem pač narašča vrednost, iz tega pa pol lahko prije tudi to ven. Povpraševanje presega ponudbo, ne? Ok, kaj pa zdaj na drugi strani tega, ne? Kaj pol ne smeš se sploh ukvarjati s tem, kar je redko? Ali je to rezerviran pol za, če hočeš, neko peščico teh bogatih, no, ali kakorkoli, ne? Kaj se pa pol naredi s tistim? To zdaj ne sme nobeden zadotikati, ali je to nasplošno tako, ali je to sam pač bod pozor na to in zdaj bi mogel biti to nauk za vse, ne? Pač, če si boš želel neke redke stvari, boš pohlepen, pa bi večja verjetnost postaja, da boš neko kriminalno dejanje naredil, ker si pač želiš nekaj, kar je težko dosegljivo. Ampak redke stvari niso nujno slabe, ne? Ja, itak. Problem je tu, če vzameš ta stavek čisto besedno, cenitev redkih stvari. Kaj pa, če je delo, ki ga ti upravljaš, glih tista redka dobrina, ne? Ali pa nasplošno nek izjemen uspeh, ne? Naprimer, bila bi tukaj tudi zraven. Jaz upam, da tole nek ful dober filozof posluša, pa se sam reži, ko pač obračama stavke na čist napačne načine, verjetno. Ja, križa se verjetno.